Lepo pozdravljeni v novi epizodi Hitre modrosti s kineziologom. Zopet je tukaj z mano moj kolega Tim Podlogar, direktno iz Anglije se nam oglaša, da razkrijemo zopet nove modrosti in vas naučimo nekaj novih zanimivosti iz sveta športa, iz sveta gibanja, iz sveta rehabilitacije. In sicer danes bomo govorili o eni najbolj, kako bi rekel, zanimivih tematik za vse, tako rekreativce kot športnike, kot tudi nerekreativce praktično, ne? Torej za vse, ki se gibljajo in premikajo na dveh nogah, za vse ljudi. In sicer bomo govorili o regeneraciji, torej zelo zanimiva, pereča tematika, še posebej zdaj, ko se bližajo tretjekaški maratoni in razni naporni dogodki. Tako da bomo začeli s prvim vprašanjem, da razjasnimo našim poslušalcem, Timi, kaj to regeneracija sploh je? Na kratko. Torej, regeneracija je po definiciji vrnitev v normalno stanje po recimo naporni vadbi. Se pravi, po vadbi ali pa med vadbo se mišice poškodujejo, mi postanemo utrujeni, se pospravijo zaloge glikogena, pride do mikropoškodb v mišicah, se zviša temperatura telesnega jedra in cel kup drugih stvari, ki se jih zgodi v mišici. Potem pa nastopi obdobje regeneracije, ko se telo vseh teh vidikih, ki sem jih tudi naštel, pa ki jih tudi nisem naštel, poskuša nekako stabilizirati tisto normalno okolje. Recimo, čisto enostavnem primeru, da recimo telesna temperatura med vadbo se poviša iz običajnih 37 stopinj Celzija na 39 stopinj Celzija, v času regeneracije se potem zopet spusti na 37 stopinj Celzija. Čisto na kratko. Torej, regeneracija je čisto naraven pojav. Povej mi, torej, ali lahko regeneracijo ožigosamo, torej nekaj regeneracijski proces, ali ga lahko mu podamo negativen ali pozitiven prezvok? Ali je dobro, da je telo stalno v procesu regeneracije, ali je bolje, da praktično do tega sploh ne pride? Torej, tudi pri ljudeh, ki ne športajo, ne? Torej se dostikrat pritožujejo, da so utrujeni in tako naprej. Torej, a je regeneracija v bistvu čisto vsakodneven pojav, ne? Ja, ker ves čas smo nekakšno v strokovni literaturi temu rečemo katabolni pa anabolni fazi. Katabolna faza je faza, ko se recimo telo na nek način pride do razgradnje, ali recimo govorimo o mišicah ali pa čemorkoli drugemu. Potem pa nastopi obdobje anabolne faze, ko pa recimo to pomeni, da nekaj raste, se pravi se regenerira. In če damo čisto primer, recimo po noči, ko 10 ur ali pa 9 ur ne jemo, na koncu noči smo več ali manj v katabolni fazi, to pomeni porabljamo zaloge maščob, po potrebi se tudi začnejo porabljati, recimo pretvarjati beljakovine v ogljikove hidrate, da lahko to uporabljamo za energijo, recimo dolgotrajen post bi to naredil, potem pa, ko nastopi pač nek vnos hrane, se pa začne faza regeneracije. Se pravi, ves čas smo v fazi razgradnje in pa potem regeneracije. Se pravi, regeneracija je čisto normalen proces, ki pa lahko na nekaterega pa lahko vplivamo, se pravi že v osnovi, da spremenimo stopnjo utrujenosti ali pa poškodbe mišice, recimo, če čisto direktno rečemo, lahko pa recimo s kakšnimi tehnikami pohitrimo ali pa podaljšamo čas regeneracije. Pa povej mi še, torej na zadnje vprašanje mi povej odgovor, ali je sploh potrebno regeneracijo pospešiti. Torej, regeneracija ima nek negativen predzvok, torej da je to nek tak negativen proces, ki se dogaja kot posledica vadbe ali pa posledica našega življenja. Ali je sploh dobro, da jo čim bolj zmanjšamo to trajanje regeneracije, ali naj pustimo
naravi, da teče naprej tako, kot mora. Na to vprašanje, po mojem mnenju, potrebno odgovoriti z vidika tega, kakšen je naš cilj vadbe. Se pravi, če dam čist primer, recimo iz kolesarskega sveta, na dirko po Franciji, kjer imamo tekmovanje vsak dan, je regeneracija ključnega pomena. Se pravi, naslednje jutro mora biti kolesar spočit. Da to dosežemo, je treba uporabiti čim več regeneracijskih tehnik, pa če tudi so te tehnike lahko na nek način zmanjšajo učinkovitost samega treninga. Se pravi, vemo, da nekatere regeneracijske tehnike, uporaba nekaterih regeneracijskih tehnik zmanjša recimo uspeh treninga. Se pravi, če pospešimo regeneracijo, zmanjšamo adaptacije na vadbo na nek način, kar si ne želimo. Se pravi, v času treninga je včasih dobro, da pustimo, da narava ali pa telo naredi svoje čisto na po običajni poti, malo počasnejši, včasih pa, ko imamo recimo res naporne tekmovanja eno za drugo, takrat pa si želimo regenerirati čim prej in takrat uporabimo čim več tehnik, ki jih imamo na voljo.